Dober dan. Živijo. Lokalne volitve sva odkljukala, pravkar. Kar je prva zanimiva okoliščina, je dejstvo, da je bila volilna udeležba višja kot 4 leta nazaj. Pri teh volilnih udeležbah smo tako, mislim, če nekoliko poenostavim, navajeni na trend, da je vsako leto slabše, oziroma na vsaka 4 leta je volilna udeležba slabša, tle pa kot da bi se žogca odbila od tal, pa se nekoliko povzpela. Čemu bi ti pripisal dvig volilne udeležbe? Ja, zelo kompleksno vprašanje bi človek rekel, ampak mislim, da gre to tudi v štric. A je to zaradi vremena? Ne, vreme bi bilo prepoceno. Ja. Zdi se mi, da bi ta podatek morala kombinirati še z listami izbire. In sicer v premnogih krajih so te klasične stranke vezane na ideologije, pa vezane na izkušnje, ki jih imamo z njimi, nekako upadle in so samostojne liste zelo prodrle. Ta neposredna demokracija v terensko veliko bolj prijemlja kot nacionalno. To bi bil moj prvi vtis. Drugi pa je ta, da pa logika, ki je značilna za državnozborske volitve, pa še zmeraj deluje v Ljubljani. Čeprav, veš, v Ljubljani je personalna lista Jankovićeva zasedla pol in več sedežev v ljubljanskem mestnem svetu. Tako da tudi za Ljubljano je neka kombinacija strankarskih list, vendar je to še kako preglašeno z personalno listo župana, ki je v pisarni od leta 2006. Ja. To je zelo dobra tema, zelo dober vidik. Namreč, jaz osebno mislim, da je Janković se znašel na nekem presečišču različnih silnic, ki niso nujno povezane z njim. Aha. So povezane seveda z njim, ne pa nujno samo z njim, tako bom rekel. Namreč, tisto, kar se v Ljubljani ima za levo, je vse po večini volilo Jankovića, zato da bi izpet je bil Janša meta pozicija. Se pravi, in potem, ko je Logar tako epsko zgubil ta spopad, da je v tistem, ko ne rečem, rahlo ciničnem, nagajivem in odvratnem slogu povedal, ker češ, poglejte si vse ostale, ki se valjajo v 2–3%, midva sva pa praktično pobrala vse glasove. Epsko, da je zgubil. Ja, epsko glede na ambicije, glede na to, da ne bi to šlo za bipartizana, se pravi za spopad dveh blokov, se vedno znova se izkaže eno in isto, da Ljubljana je orientirana natančno tako, kot je, in Janković je to tudi pozdravil in pohvalil in je rekel, mi smo leva, svobodomiselna mesto, ki ne prenese žic, ne prenese okov in ne prenese nesramnosti. Hkrati je pa zamolčal, in to je pa posebna tema, ki je pa rahlo neprijetna za nas vse, namreč to, da Janković dejansko je človek, ki je v 10 postopkih ali pa v številnih postopkih in v nobenem ni bil pravnomočno obsojen, ampak politična kultura, ki se okrog tega nabira, je pa zelo neslavna. Namreč v zrelih in dobrih demokracijah, če si ti enkrat kontaminiran z resnimi obtožbami, govorim z resnimi, to so pravnomočne obtožnice, se pravi, ko te dobijo in se nekako ve, da si roke umazal. Zdaj samo vprašanje, ali boš pravno obsojen ali ne boš, takrat si ti politično več ali manj pase, si mrtev. Pri nas pa ne, pri nas pa to sploh ni pogoj. In Janković, ne glede na to, da ima izredno, kako ne rečem, umazano mapco, ali pa je zelo, kako ne rečem. To so konstrukti tožilstva. Ja, to je pa problem, To so konstrukti tožilstva. To pomeni, da mi živimo v državi politične kulture, v kateri ne participiramo zadosti. Se pravi, imamo neko formalno ločitev veje oblasti, s katero pa ne mislimo čisto resno. In Janković tudi to simbolizira. In to je zelo, zelo slabo. Hkrati pa ni mogoče zanikati, da se je vzpostavil, se pravi, prvo, kar je, da je utilitarni vidik zmagal nad načelnim, nad ustavnim, tako rekoč, ali pa nad politično kulturo. Janković preprosto je uspešen menedžer. On z Ljubljano dela
približno tako kot za dobrim podjetjem in to zasebnim podjetjem. In to mu uspeva in ljudi to zadovolji. To je prvo, kar je sporočilo Ljubljana, je res, da urejena je vse to in ono, ne? Hkrati pa pojem javnega funkcionira ali pa ne funkcionira. Ne? Recimo, zanimivo v vsej zadevi je bilo to, na neki točki sta se v argumentih ujela Logar pa Milan Jakopovič. Ne? Namreč o tem, kako je treba mladini povečati dostopnost do stanovanj, do socialnih zgodb in do vseh teh, ne, zanimivo, ne, Janković ne simbolizira tega, ne, in vendar Ljubljana nagrajuje Jankovića, ne Logarja ali pa Jakopoviča, ne, ki je bil tretji, ne, on je bil tretji. Moja teza je, ne, pri Jankoviću, veš, da Ljubljana nagradi učinkovitost. Ja, točno to, utilitarnost je zmagala. Če pogledaš državno oblast, če pogledaš konec koncev sodno oblast, če pogledaš zakonodajno oblast, izvršilno državno, ne, povsod, ne, se vprašaš, ja, kaj pa je z učinkovitostjo. Ne? Tudi, veš, če pogledaš javni servis, ne, ja, z izjemo šolstva, kateremu ne moramo učitati neučinkovitosti, ne, ja, veš, javni servis zdravstva, imamo čakalne vrste, ne. Ja, ampak deluje, ne. Mislim, deluje, ne. Zdaj pač... Ampak, a veš, tako, Janković, ne, če pustimo ob strani nasedle Stožice, ne, ki so pač neka taka hecna bežigrajska prikazan, ne, ampak tako, ne, predstavlja nek antipod te nesrečne neučinkovitosti ostalih vej oblasti. Ne? No, in tukaj je zdaj glavna razločnica v politični kulturi, ne, filozofiji, v politični kulturi določenih ali takih ali pa drugačnih držav. Namreč, če to ironizirava, kar si zdaj povedal, ne, da ljudje so nagradili Jankovića, ker je učinkovit v izmikanju obtožnicam in ne marajo pravosodja, ker je neučinkovit v preganjanju Jankovića. Ne. In to je zdaj pa nek paradoks, ki na koncu pripelja v ultimativno vprašanje, ali država potrebuje sodstvo ali ga ne. Ne. Ja, seveda ga potrebuje, a ne? In zdaj, če ni učinkovito v tem smislu, da preganja, dobro, to je itak prekompleksno vprašanje, ker sodstvo sigurno, da je učinkovito, mi zvemo samo za tiste primere, ki se izmaknejo. Je pa res, da se nenormalno visoka količina teh obtožnic, ki se nanašajo na politike, izmika, ne. Končni sodba, recimo tipičen primer je tudi bil v primeru Kanglerja, ne, ko je sodnik jasno in glasno povedal zamenjave zemljišč, ne, toplarna, primer toplarna, ko je sodnik jasno in glasno tožilstvo okrcal in je rekel, tako šlampaste zadeve, ne, si jaz nikoli ne bi upal napisati in jo zavračam v izhodišču, sploh ne gre več za to, ali je Kangler to res zagrešil ali ni, ampak dajte napisati obtožnico, tako ko se jo napiše, da bo sploh obstala v postopku, ne. Se pravi, očitno je v času, ko se je Kanglerja preganjalo, ne, ali pa ko se mu je iskalo, takrat, ko je bila tista ustajniška euforija, ne, ki se je začela v Mariboru, potem se je pa selila še v Ljubljano, ne, je prevladal ta argument, obesimo mu na glavo sodni proces, naredimo ga nervoznega, pa ali pa kar bo, ne, očitno. Ker sodnik se je menda zgražal, potem, kar sem prebral, nad tem, kako je ta obtožnica napisana. Ne. Podobne zgodbe imamo v celi seriji teh ljubljanskih oprostitev in tako naprej, ne. Za Ljubljano, ne, še nekaj bi predlagal, ne, eno podatkovje, ne, po mojem potrebujejo osvetlitev. Jaz sem pričakoval tako, ne, v redu, Janković bo zmagal, vendar bo dobil na volitvah manjše absolutno število glasov, ne. Zgodilo se obratno, ne. Zgodilo se je, da je Janković ne samo ohranil in rahlo povečal odstotek, ki ga je dobil na volitvah, povečal je tudi absolutno število glasov, ki ga je prejel leta 2014. Zdaj, nekaj podobnega v manjšem obsegu se je zgodil celo na Obali, ne, da je Popovič dobil nekaj 100 glasov več kot leta 2014, vendar je odločitev ljudi, da grejo volit v Kopru, bila pa še večja. Ne, in zaradi tega, no, in to daje upanje. Zaradi tega mu je prvi krog spodletel,
z znatnim vprašanjem, kako bo zvozil relativno občutni prednosti, tam 45 proti 30, kako bo zvozil drugi krog. Zdaj še eno neznanko moramo upeljati, kar so že na začetku rekel, se mi zdi, da je treba upoštevati tudi velik vpliv tujih demokracij, recimo konkretno ameriške, na vedenjske vzorce naših volilcev in pa naših sprejemalcev. Recimo konkretno, gibanje MeToo je popolnoma zmešalo karte, se pravi internetna demokracija, Facebook demokracija, hitra interakcija, ne samo pogovarjanje preko, tukaj so časopisi popolnoma padli na izpitu, časopisi so razglašali, kako je Hillary Clinton tako rekoč že zmagovalka in da v bistvu nima Trump. Smem narediti reklamo za moj osebni muzej tiska. Ja. Jaz sem ponosni lastnik že par tednov, posebne številke revije Newsweek, ki je na naslovnico dala Madame President, z Hillary Clinton, in potem so morali ta izvod umakniti iz prodaje. A ti si ga pa dobil kje? Preko trafike eBay sem si ga kupil in bo razstavljen januarja 2019 med drugimi ostalimi fantastičnimi izvodi v Cankarjevem domu. Bomo takrat največja čudesa muzeja tiska obesili na steno. Ampak to, kar si povedal, dokazuje tezo, da so v bistvu pač te klasični tablirani mediji z urednikovanimi politikami udarile mem in se je zgodila neka interakcija med volilci, ki se mediji tudi Facebook, da ne bo pomote, ampak ta hitra interakcija se zdaj dogaja pač v smer ljudi, ki jim ljudje zaupajo. Tipičen primer je tale val ameriških senatork oziroma članov kongresa, ki so v bistvu tudi neposredno, kako naj rečem, navdihnjene bile po gibanju MeToo. In v Sloveniji se mi zdi, da ima to ravno tako učinek, ne za Ameriko, ampak za Slovenijo. Recimo, če vzamem Moj Bohin, Moj Bohin, recimo iz liste SDS, če sem prav informiran, ker sem tam pogledal, recimo ni niti en poslanec prišel v občinski svet. Poznam pa ljudi, ki so naklonjeni tej stranki in so se znašli na samostojnih listah, na listah določenih ljudi, personaliziranih listah. Tim ljudi zaupajo, kolikor jim pač zaupajo in so jih potem ključno tudi volili. Ali pa recimo naš kolega Blaž Račič na Jesenicah recimo presenečen, je prišel v drugi krog kot ime. Slo nekaj 10 glasovi prednosti pred Tomom Mencingerjem. In ta trenutek velja za favorit, zapravo gre za personalizirano zgodbo človeku, ki mu ljudje pač verjamejo in je presenečen, to hočem povedati, nad etabliranimi kandidati, ki so za recimo konkretno Jesenice kar nekaj naredili. A bi ti rekel, mislim, da je eno od sporočil teh lokalnih volitev pa dava Ljubljano v oklepaj, mislim, da je tle neka izjema, ampak tako, neko sporočilo, ki ga jaz berem, je pa malo imamo pa dost. Ja, in to je pozitivno sporočilo, ker to pridemo povedati aktivno, se pravi, večamo, se pravi, v večjem številu se udeležujemo volitev, se pravi, dost vas imamo, zdaj bomo postali proaktivni in to je pozitivno, to je dobro sporočilo, se pravi, ni več tisto, kar se je zgodilo v Ameriki, da so ljudje šli v abstinenco, medtem ko so pa radikalci točno vedeli, kaj hočejo, in vedeli so z razlogom, zato ker so se jim take in drugačne krivice dogajale. In to pove vse, da je Popovič dobil več glasov kot prejšnjič in vendar je bilo to premalo, ali pa za Jankoviča isto. To so v redu sporočila, ker ljudje se mislim, na tem primeru, prvo, kar se zavedajo, da imajo neposreden vpliv na lastna življenja. Ker lokalne ulice so v tem smislu toliko specifične, ker od tega so odvisne, kakšen bo režim pobiranja smeti. Kante za smeti so od tega odvisne. Od tega je odvisno, kakšno vodo bodo imeli. Kakšen bo pločnik. Kakšna bo njihova ulica. Recimo ta spor med Bateljem in Modicom je bil na čisto osebni ravni. Ko sem rekel? Bandeli. Se pravi, je bil na čisto osebni ravni. Ti imaš spor s sosedom, kandidiraš za župana in rešuješ osebne spore, jaz pa tega ne bom dovolil, ker bom jaz tebe ustavil tako, kot ti njega poskušaš ustaviti. To je bilo čist
To so bili v bistvu politični koncepti, ki so imeli pred sabo čist konkretne spore, konkretna zemljišča in konkretne meje. V tem smislu je ta stvar različna od državno-zborskih volitev, kjer se prodajajo ideje, ideologije, pa še marsikaj drugega. Recimo, ko bodo maja meseca evropske volitve, bo ta stvar še bolj abstraktna. In pričakujem, da bo zato volilna udeležba lahko problematična. In mogoče treba začeti že zdaj ljudem dopovedovati ne koga naj volijo, ampak kaj to pomeni, da gredo voliti za evropske volitve, glede na to, da je prihodnost Evrope majava in glede na to, da je usoda sveta odvisna od močne Evrope. Zlasti pa se lahko opazujemo Brexit, ki ga podcenjuje. Jaz mislim, da je Brexit veliko bolj obtežen z pomenom in z političnim nabojem, kot mi v Sloveniji to dojemamo. Pač gremo v nekem nizkem profilu čez vse te dogodke. V resnici pa, če to debato zasleduješ, je pa vzorčna, zelo vzorčna. Kakšna konfuzija se dogaja pri zelo inteligentnih ljudeh v debatah, pri zelo inteligentnih ljudeh, ki enostavno ne znajo seštevati pa odštevati tako, da se enačba izide. Pa so pametni na eni za in so pametni proti. In to, kar Britancem se dogaja zdaj, se bo v celi Evropi dogajalo, če ne bomo Evrope pač definirali na način, ki je po mojem mnenju edin pravilen, ta pa je. To, kar je Saša Vidmajer napisala, da Evropa preprosto rabi pridih neke pomladi, zato da ponovno premisli svoje koncepte, ki pa morajo biti seveda socialno orientirani, drugače bomo dobili te nacionalizme bolane v čist previsokih količinah. Mislim, pri tem pojmu evropska pomlad, veš, je skrit manjši paradoks. Veš, če gremo gledati na ukrajinske pomladi, na arabske pomladi in tako naprej, se vedno lahko vprašam, pravzaprav v kolikšni meri so bile vse te pomladi orkestrirane iz druge strani Atlantika. Tudi slovenska pomlad, jim grede. Slovenska, se da razpravljati. Jaz imam specifične teorije pri slovenski pomladi. Pravzaprav, kaj je omogočil. Gre za par neznanih, pa precej trivialnih dejstev, se izognva danes temu. Ampak evropska pomlad kot ideja, ki je bila predstavljena kot neka nujnost v zadnji številki sobotne priloge, je pojem, ki pravzaprav potrebuje nek zalet, ki bi prišel od spodaj. Ta zalet bo pa merljiv dejansko na majskih volitvah leta 2019. Jaz se bojim, da tega zaleta ne bo in ga ne more biti. Da še ne bo ali ga nikdar ne bo? Ne, da ga ne more biti. Preprosto zato, ker koncept Evrope je prekompleksen, da bi ga razumel, zastopaš nek prebivalec nekega podeželja, ki evropska sredstva, ki so dodeljena za kanalizacijo, razume kot uspeh lokalnega župana. Kar deloma seveda tudi je, ker je aplikacijo napisal, ampak denar je prišel z Evropske unije. In to prevezati bo izredno težko, ampak v Sloveniji ne bo problema. In to iz preprostega razloga, ker Slovenija hudo dobro vsakdo ve, da Slovenija sama po sebi ne more preživeti nikogar in ničesar. V Sloveniji je problem. V Sloveniji je problem zato, ker je volilna udeležba na evropskih volitvah za en drek. Ja, ampak zavest, da Evropo potrebujemo zelo visoka, podpora Evropi zelo visoka, kar pa je problem, je pa to, da se na vzorcu lokalnih politik lahko razbohotijo nacionalisti, zlasti recimo v SDS, ki bodo na koncu sledili recimo tem Orbanovim konceptom, ki so del razgradnje Evrope, ne pa del sestavljanja Evrope. Ta del evropske jeseni, ne pa pomladi, ta del evropske jeseni pa je uvožen z druge strani Atlantika. Absolutno je. In, a veš, pa še nekaj je, to je treba vedeti. Niso problem ti,
ljudje, mislim, seveda so problem, ampak bazičen problem je v tem, da na drugi strani umanjkanje konceptov in da ta levo-liberalna scena mrtvoudna, popolnoma mrtvoudna, nima nobene druge ideje, kako v vato zaviti kapital. Se pravi, kako tržišče ohraniti. Vse ostalo se jim pa ne sanja. In ti ljudje, ki pa zasleduje ljudi s konkretnimi potrebami, pa natančno vedo, kaj hoče. Salvini natančno ve, kaj hoče. Orban pa tudi natančno ve, kaj dela. Ne? Skratka, to bo en velik problem, ki bo na koncu koncev lahko, pripeljal v en kaotično stanje, kakršno danes že opazujemo v Angliji, a ne v Veliki Britaniji, kjer je popoln kaos, politično-filozofski kaos. Ne? Ker na eni strani se prav zidajo štiroglato kuglo, pa vedno znova se jim podreja. In potem, ko Theresa May naslovi svoje besede ogorčenja in vzvišenosti nad Evropsko unijo, pa reče, nisem vas tretirala nikoli drugače kot izključno in samo za spoštovanjem in upam, da boste tudi zdaj vi tako naredili. Ne? In potem Donald Tusk reče, ja seveda, se ni problema, sej mi se strinjamo s tem, je pa to damage control, to se pravi, vse rešitve so slabe, zdaj izbiramo samo manj slabo, potem se pa ona obrne nazaj proti svojim parlamentarcem, jo pa lastne stranka sesuje in jo opozicija sesuje in sploh ne ve, kako bo v bistvu ta dokument, ta dogovor spravlja skozi parlament in jaz mislim, da ga bo težko, ali pa ga sploh ne bo in tudi mislim, da bo padla kot premijerka. Jaz mislim, da bo še nekaj sred namenila temu problemu. Tako je. Hvala lepa.